Ok, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz bi uvodoma povedal najprej, kaj sploh so zunajbolnični srčni zastoji. Torej, zunajbolnični srčni zastoj je stanje, pri katerem bolniku nenadoma preneha delovati srce. Posledica tega je, da se prekine tudi krvni obtok, kar zahteva takojšnjo intervencijo v obliki temeljnih postopkov oživljanja. Brez teh se zaradi pomanjkanja kisika že v nekaj minutah pride do okvare vitalnih organov, zlasti možganov. Preživetje po zunajbolničnem srčnem zastoju je tradicionalno nizko, v Evropi okrog 7,5%, zato predstavljajo veliko javnozdravstveno breme in pomemben vzrok umrljivosti. Svojevrsten izziv pri zunajbolničnih srčnih zastojih predstavlja tudi samo raziskovanje, glavni problem pri tem pa je pomanjkanje standardizirano zbranih podatkov. Ta problem naslavlja Evropski register Eureka oziroma angleško European Registry of Cardiac Arrest. Gre pa za serijo mednarodnih prospektivnih presečnih študij, ki na evropskem območju zbirajo podatke v standardizirani obliki, kar omogoča mednarodno primerjavo, načrtovanje zdravstvene politike in optimizacijo sistemov nujne medicinske pomoči. Doslej so potekale 3 Eureka študije. Eureka 1 je potekala leta 2014, šlo je za prvo tovrstno študijo, v njej so v Sloveniji sodelovale 4 enote nujne medicinske pomoči. Njen glavni namen pa je bilo opredelitev incidence zunajbolničnih srčnih zastojev, oživljanja, potem prvih ritmov, ki pomembno vplivajo na preživetje, in pa opredelitev deleža bolnikov, ki dosežejo povrnitev spontanega krvnega obtoka, torej ponovne funkcije srca. 3 leta zatem, leta 2017, je potekala študija Eureka 2. Glavni fokus je bil tokrat preučevanje očividcev, zdravljenja in izidov po srčnem zastoju. Tretja študija Eureka 3 je potekala med 1. septembrom in 30. novembrom leta 2022. V njej je sodelovalo 28 držav, kar predstavlja največje mednarodno sodelovanje v okviru Eureka študij. Študija je pokrivala več kot 230 milijonov prebivalcev, skupno pa je zbrala podatke skoraj 48 tisočih potrjenih zunajbolničnih srčnih zastojev. Glavni cilj je bil tokrat raziskovanje dostopnih časov na povrnitev spontane cirkulacije, torej na povrnitev srčne funkcije. Dostopni časi pa so bili v tem primeru časi od klica na 112 do prihoda nujne medicinske pomoči na kraj dogodka. V Sloveniji je za študijo Eureka 3 koordinacijo prevzel profesor dr. Matej Strnad, ob tem pa je zbral skupino 12 interdisciplinarnih takrat še študentov, ki smo skupaj ustvarili prvi slovenski register srčnih zastojev, ki je podatke zbiral po mednarodnih smernicah in uveljavljeni metodologiji, na kar smo še posebej ponosni. V študiji Eureka 3 je sodelovalo 18 enot nujne medicinske pomoči in 8 intenzivnih oddelkov. Koordinacijo po regijah je prevzelo 24 regionalnih koordinatorjev. Skupno pa smo pokrili 71% slovenske populacije, kar predstavlja približno 1,4 milijona ljudi. V tej študiji smo zbrali podatke 294 primerov zunajbolničnega srčnega zastoja, torej v teh 3 mesecih, kar predstavlja pomemben doprinos k mednarodni zbirki podatkov, hkrati pa tudi omogoča analizo stanja na tem področju v Sloveniji. Hvala. Najlepša hvala. Torej, kako se je odrezala Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami, bo povedal profesor dr. Matej Strnad. Lep pozdrav. Kot že rečeno, Eureka 3 je potekala leta 2022 med septembrom in novembrom v Sloveniji. V tem času smo vključili v tole študijo 294 ljudi, ki so doživeli srčni zastoj. Zdaj, kar se tiče nekih splošnih demografskih podatkov, 2/3 srčnih zastojev se zgodita doma. In tudi približno 2/3 srčnih zastojev se zgodita v priči očividca. Torej, nekdo je priča, da se je zgodil srčni zastoj. Starost teh ljudi, ki smo jih vključili v študijo, je bila v povprečju skoraj 69 let.
Odzivni čas, ena izmed nalog te Eureke 3 je bila, da gledamo oziroma merimo odzivne čase NMP-ja v Evropi. Odzivni čas v Sloveniji za 294 ljudi, ki so doživeli srčni zastoj, povprečni odzivni čas je bil 12,2 minuti. Torej od klica do prihoda NMP na kraj dogodka, kar nas v bistvu uvršča v spodnjo četrtino držav v Evropi. To je pa pomemben podatek zaradi tega, ker če mi ne oživljamo človeka, oziroma vsako minuto, ko ne oživljamo človeka, se zmanjša preživetje, možnost preživetja za približno 10-12%. Torej daljši kot so odzivni časi, polje to vpliva na možnost preživetja. Kaj se tiče samih rezultatov, v Eureki 3, kaj se tiče Slovenije, očividci začnejo oživljati žrtev s srčnim zastojem v 63%, kar je več kot povprečje v Evropi. V Evropi je ta odstotek približno 52%. Kaj se pa tiče izhodov pacientov, ki jih oživljamo v Sloveniji, imamo pa več, nekih pokazateljev. Prvi pokazatelj oziroma prva spremenljivka, ki jo spremljamo, je povrnitev spontanega krvnega obtoka. To pomeni, da ko NMP oživlja pacienta s srčnim zastojem, so toliko uspešni, da na terenu spet začne recimo spontano biti srce, se spostavi spontan krvni obtok. Ta odstotek je pri slovenskih bolnikih, ki doživijo srčni zastoj, 41%, v primerjavi z Evropo, kjer je ta odstotek 31%, tako smo približno za 10% boljši kot Evropa v povprečju. Še pomembnejši podatek je pa preživetje, torej koliko ljudi preživi srčni zastoj in v bistvu so odpuščeni iz bolnišnice. Ta odstotek je pa v Sloveniji 15%, kar je pa v bistvu skoraj dvakrat višji kot v Evropi. Pred nami so še države, ki imajo višji odstotek preživetja, so recimo Norveška, Nizozemska, Češka in Portugalska, potem smo pa že mi. Recimo, če pa se primerjamo z okoliškimi našimi državami, recimo z našimi sosedami, ki jih pogosto recimo primerjamo glede, urejenosti in zdravstvenega sistema. Recimo v Avstriji je preživetje 10%, skoraj 5% manj kot v Sloveniji. V Nemčiji je preživetje do odpusta iz bolnišnice po študiji Eureka 3 malo manj kot 6%. Kaj se tiče Madžarska, je 3,2%, Italija pa tudi okrog 6%. Ta smo bistveno boljši od sosedov, kar se tiče preživetja do odpusta iz bolnišnice. Potem imamo pa še eno posebno spremljivko, ki jo imenujemo v bistvu eno primerjalno skupino, ki se imenuje Utstein primerjalna skupina, kjer primerjajo posebno skupino ljudi, to so pacienti, ki so doživeli srčni zastoj v priči očividcev in kjer je prvi ritem bil, mi temu pravimo tako imenovani šokabilen ritem, to pomeni, da potrebuje defibrilacijo oziroma izvedbo elektrošoka, bodisi z AED-em ali pa v smislu, ko pride ekipa NMP na kraj dogodka, da izvedbe defibrilacijo z defibrilatorjem. Če pa primerjamo samo to skupino pacientov, pa imamo preživetje v Sloveniji po podatkih se Eureke 44%, kar pomeni, da smo v bistvu na 4. mestu v Evropi. Pred nami so samo še Norveška, Češka in Nizozemska. Rezultati, kaj se tiče preživetja, so v bistvu zelo dobri za Slovenijo. Najlepša hvala. Kaj bi pa še lahko izboljšali, bo gledal zdravnik tudi ta večji sodik? Ja, lepo pozdravljeni, hvala, da ste prišli po takem številu. Jaz bi se dotaknil v bistvu 3 stvari, ki so v bistvu tudi v strokovni javnosti že znane, kako se v bistvu ta preživetje izboljšuje. Prva je to, da v bistvu tistega, kar ne meriš, tistega ne moreš izboljšati. V Sloveniji so poskusi, da bi vzpostavili srčnih zastojev že od leta 2000, mogoče celo malo prej. Sodelovali smo v bistvu v vseh teh Eureka študijah in v bistvu zmeri, ko sodelujemo, zbiramo vse te podatke, jih kvalitetno pošljemo v center, v Nemčijo. Ampak potem pa nekako vse skupaj zamre. Mi si res želimo, da bi ta register oziroma zbor podatkov nadaljevali. Kot je rekel Rok, smo v bistvu uspeli vključiti kar velik delež NMP-jev v Sloveniji in super bi bilo, da bi pokrili celo Slovenijo in te podatke res pospeli. Od časa Eureke 2 do Eureke 3 je v bistvu 6 držav vzpostavilo nacionalni register srčnih zastojev. Mi zaenkrat žal še nismo med njimi.
Upamo pa, da v bistvu z vsemi temi različnimi razpisi za digitalizacijo uspemo tudi te podatke začeti zbirati. Potem druga pomembna zadeva je izobraževanje. Kot veste vsi, tukaj ste verjetno se učili uživati samo enkrat, to je bilo, da ste delali izpit vozniški. Nam se zdi, da je tega veliko premalo. V bistvu European Resuscitation Council je v bistvu vzpostavil program, ki se mu reče Kids Save Lives, otroci rešujejo življenja, in izkazalo se je, da se v bistvu otroke da zelo dobro naučiti uživati. Je pa to treba vpeljati v šolski kurikulum in redno izvajati. Se pravi, tisto, kar vlagamo v njihovem otroštvu, bojo potem znali uporabiti tudi kot odrasli. To zdaj ne pomeni, da potem, ko bojo starejši, ne bodo rabili obnovitvenih tečajev, ampak s tem lahko pomembno povečamo kakovost življenja. Namreč, čeprav imamo imamo relativno veliko ljudi, ki oživlja očividce, še vedno to oživljanje velikokrat ni kakovostno. Zdaj, tukaj je treba zelo pomembno poudariti, da vse je boljše kot nič, v bistvu ne moreš zafrkniti, ampak bi bilo super, da v bistvu očividci znajo delati kakovostne stise prstnega koša, predihavati, uporabiti AED. Se pravi, cela ta veriga preživetja, od tega, da prepoznaš, da se srčni zastoj zares zgodil, pokličeš 112, kjer ti pomagajo z navodili dispečerja, potem pa hitro defibriliraš in hiter prihod NMP. Tretja pomembna zadeva pa je, ugotovili smo, da je delež uporabe AED-jev, ki jih mogoče verjetno vsi poznate, eden je tamle na mizi, veliko sredstev uporablja Slovenija za to, v bistvu veliko donacij, ampak v bistvu je problem, da kljub temu, da je toliko nekih financ v to vloženih, je uporaba AED-ja zelo nizka. Po naših podatkih je bila nekje okoli 20%, nekaj takega. Ja. Pa tukaj so zraven še tisti prvi posredovalci, se pravi gasilci, ki pridejo prvi na teren in imajo ponavadi AED v svojem tovornjaku. Tako da v bistvu je tukaj še veliko priložnosti za izboljšanje. Verjetno vas veliko tukaj živi v blokih, a ima kater blok AED nameščen spodaj? Po moje prav redko. Jaz že dolgo nisem videl AED v bloku. In kot je rekel profesor, večina zastojev se zgodi v domačem okolju. Zdaj, če si sam, pa se ti to zgodi, potem ti ni kaj veliko za pomagati, ker sam se ne boš mogel uživati. Ampak če je pa nekdo zraven tebe in lahko ta AED hitro dobi, pa v bistvu bistveno poveča možnosti preživetja. Tako da v bistvu si želimo narediti neke smernice oziroma nekako uporabiti vsa ta uporabljena sredstva za AED-je, da bi taktično postavili AED-je, da bi bili tam, kjer se največ srčnih zastojev zgodi in bi lahko z najmanjšimi vložki dosegli največ. Tako da to je pa tretja pomembna zadeva. Zdaj, za konec bi se res zahvalil rad vsem NMP-jem, vsem regijskim koordinatorjem, vsem intenzivnim negam, vsem delavcem v zdravstvu, ki so v bistvu pomagali, da so te podatke zbirali. Šlo je, mislim, da za šeststranski obrazec, tako da v bistvu tega je kar veliko dela bilo, da se je to zbralo. In to je bilo vse dodatno, poleg tega, kar je v bistvu že del standardne oskrbe. Tako da res hvala vsem, ki so vlagali ta čas in v bistvu ravno s tem, ko vlagamo čas v zbiranje podatkov, ko delamo neke velikopotezne spremembe, ki pomembno vplivajo na preživetje in nas dajo še više na lestvico v Evropi. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam. Imate zdaj kakšno vprašanje? Izvolite. Ja, meni hrano si zmerno vrnita. Mene pa zanima, kaj je ovira oziroma zakaj ni učenja oživljanja temeljnih postopkov oživljanja še v osnovnih šolah. Pa tudi v bistvu na delovnih mestih imamo požarno varnost na 4 leta. Meni se zdi to nekaj, kar bi v bistvu vsi vsako leto morali obnavljati, ker pač jaz sem ena tistih, ki sem imela mogoče dvakrat v življenju, ne samo pri avtomobilskem izpitu, ampak so nas študente medicine prišli to učiti, ker smo sami poklicali. Ampak to pozabiš, če ne delaš redno, je pa sigurno pač neka samozavest pri temu, da veš, kaj početi, veliko razliko verjetno naredi. Off the record. Zdaj, takole, ne? Slovenski reanimacijski svet je imel več že sestankov, glede na to, prav na to temo, in skušal prepričati odločevalce, da se uvede TPO v osnovne šole, bomo rekli, nekaj obvezno.
A ne? Torej vsak učenec, da bi v osnovni šoli prejel to temeljno znanje iz prve pomoči. Recimo Norveška, ne? Norveška ima to bom rekel, že v 70 letih so začeli. A ne? Zato so pa tudi najvišje po vseh rangih, kaj se tiče preživetja, ker praktično 85-90% ljudi na Norveškem, ki zaključi osnovno šolo, zna in ve uživljati in uporabljati ta jezik. Mi smo to poskusili, ne samo da polje zdaj tale celotna WHO, organizacija Kids Save Lives, ne, ta, bom rekel, moto, da promoviramo in učimo otroke TPO in uporabo AED. Otroci so tako kot spužve, ne? Oni ogromno absorbirajo tega znanja in tudi so diseminatorji znanja. Ne? Oni, ko pridejo domov, povejo, kaj se je zgodilo in seveda to gre vse okrog. Ne? Starejši otroci pa seveda to tudi, če po družabnih omrežjih seveda veselo širijo. Ne? Zdaj seveda s to idejo smo bili, mislim, jaz osebno ne, ampak Slovenski reanimacijski svet je bil pri takratnem direktorju Zavoda za šolstvo, ki je trenutno minister. Ne? In seveda vedno je bil odgovor, da ne rečem izgovor, da časa v osnovni šoli ni. Ne? Žal. Sedaj je, mislim, da to organizirano kot RAP, to je razširjen, kaj je to, program, ja samo nekaj pomena. Ne? Ampak to je zdaj spet na način, da si šola, da če šola to organizira in si učenci to izberejo, pol to dobijo. Ne? Ni pa obvezno. To še vedno ne pomeni, da vsak učenec mora izvajati TPO in AED, in uporabo AED. Zdaj, kaj se recimo naših izkušenj tiče, v Ljubljani je potekal en projekt Stisni me močno, ki ga je izvajal ZD Ljubljana, SNMP, mislim, da je bila dr. Baznikova vodja tega projekta. To se je vse lepo izvajalo, dokler pač mislim, da župan je rekel stop, oziroma prekinil financiranje, nekaj podobnega. Ne? Kaj se tiče naših izkušenj, mi izvajamo, učimo učence TPO v osnovnih šolah Mestne občine Maribor, zdaj že približno 10 let. Izkušnje so zelo pozitivne. Ne? Prvič, učenci imajo radi te vsebine, zelo dobro sodelujejo in šole zdaj v bistvu same kličejo, kdaj bomo imeli. Ne? Torej mi tam, zdaj, že organizacija je taka, da damo razpored, pa se same šole napišejo, sploh nimamo težav, ker v bistvu se zapolni ta termin, vsi termini se takoj zapolnijo. Ne? Da učimo v 7. in 9. razredih, želeli si bi pa, da bi bilo to nacionalno. Ne? Tudi na Koroškem se Koronarni klub Mežiške doline zelo trudi in ne samo v osnovnih šolah, tudi v srednjih šolah, poučuje otroke prvo pomoč. Ampak to so vse lokalne iniciative. Ne? Torej, zdaj, če se nekdo dogovori in je pripravljenost na vseh stranih, to na nek način se lahko izvede. Ne? Ni pa sistemskega in sistematičnega pristopa, ki bi ga pa nujno potrebovali, torej za vsako osnovno šolo, za vsakega učenca. Kaj pa za odrasle? Požarne varnost imamo, izpolnjujemo tiste 4 leta ali koliko? Ja, dobro je bilo, da je bilo vključeno, ne? v vsa ta izobraževanja, ne? Kot obveza. Pa bi bilo dovolj zdravnikov ali študentov medicine, ki bi to lahko prišli nekako poučevati? Ja, zdaj ni to omejeno samo na zdravnike bom rekel, in recimo negovalni kader, ki se pač ukvarja s tem, ali pa študente, se bi lahko tudi recimo Rdeči križ se vključil. Ne? Imamo več teh organizacij, ki bi lahko nudile to vrstne izobraževanja. Špela Bezjak, Pop TV. Samo v srčnem zastoju me zanimajo neke informacije glede Slovenije. Se prej ste že malček karakterizirali starost, pa kje se to običajno zgodi, verjetno zato, ker pred 69 so ljudje že večinoma upokojeni. Ne? Kaj so torej glavni dejavniki tveganja, koliko primerov imamo recimo na tedenski, letni ravni, pa če še enkrat ponovite ta odstotek preživetja? Mi smo incidenco izračunali približno 78 na 100 000 prebivalcev, če zaokrožimo na 80, torej zdaj bi to bilo za Slovenijo približno 1600 srčnih zastojev na leto. Kaj se tiče demografskih podatkov, tako čisto osnovi, to gre zelo dobro na tretjine. Približno 2/3 je moških, 1/3 je pa žensk, ki doživijo srčne zastoje v Sloveniji. Starost je tu nekje okoli 70 let, se tudi razlikuje med spoloma, torej moški doživijo srčni zastoj prej, bom rekel nekje
po 60. letu se zelo poveča, ne? Tveganje za srčni zastoj, medtem ko pa pri ženskah pa dekado kasneje, približno po 70. letu. Ne? Torej očitno ženski hormoni vas bolj varujejo, ne, kot nas, ne? Zato pa tudi imamo življenjsko dobo manjšo, ne? Moški. Ne? To je v bistvu tudi eden izmed razlogov, ne? Da nas morate čuvati na nek način. Zdaj, moški, kaj so pa, mislim, dejavniki tveganja so pa v bistvu klasični dejavniki za srčno-žilne bolezni, ne? Torej, debelost, neaktivnost, sladkorna bolezen, povišan krvni tlak, tako povišane maščobe v krvi, ne? In te stvari so pa v bistvu dejavniki tveganja za srčni zastoj. Pa kajenje, ne pozabiti na kajenje. Recimo mlajši moški, tam okoli 50 let, ki doživijo srčni zastoj, so bolj ali manj večinoma kadilci. Ne? Kaj pa lahko recimo preventivno naredijo ljudje stari 60 in več? Skrbijo za zdrav življenjski slog. Ne? Torej skrbijo, da so vsaj 2 do 3 krat tedensko redno aktivni, torej približno 180 minut, da porabijo za svojo neko telesno aktivnost. Od tega bi naj bilo približno 75 minut više intenzitete, torej da se malo spotite oziroma da med aktivnostjo teže govorite. Seveda skrbijo za to, da imajo urejen krvni tlak, maščobe v krvi, svetuje se mediteranska prehrana, take splošne. Ne. V kolikšnem deležu je srčna kap vzrok za srčni zastoj? V večini. 2/3. Ja. Približno 2/3 je vzrok za srčni zastoj je bolezen srca, bom tako rekel. So pa kaj ostala tretjina, so pa kaj neke prirojene, lahko tudi motnje v tem? Ja, potem zdaj delimo, vzroke za srčni zastoj delimo, bom rekel, na, v angleščini obstaja izraz medical, ne, torej neke bolezenske, kjer je, kot rečeno, večina bolezenskih je vzrok v srcu, ne v obolevnosti srca, potem so lahko tudi kakšne respiratorne, ne, respiratorne odpovedi, ki privedejo do zastoja srca, ali pa kakšne nevrološka stanja, ne, tudi recimo kakšni obsežnejši možganski infarkti ali pa krvavitve, ne, tudi pripeljejo do srčnega zastoja. Potem imate pa nebolezenske vzroke, ne, to pa bomo rekli poškodbeni, ne. Zdaj v Sloveniji so večinoma, bomo rekli, topitve, to je predvsem pediatrična populacija izpostavljena, ne. Topitve pa obešenja, ne. Da se razumemo. Ne. Za prometne nesreče, glede na to vso maso, so vseeno še manjšini, ne, kaj se tiče poškodb. V srčnih zastojih se tudi uporablja neki za ljudje, pri katerih se ne vzpostavi tega srčnega ritma. Neka naprava, ki se zdaj ne bom spomnila za ECMO. Ja, tako je. Koliko nam naprav to? Zunaj telesni krvni obtok trenutno se, obstaja možnost oživljanja z zunaj telesnim krvnim obtokom oziroma zunaj telesno membransko oksigenacijo. To pomeni, da v bistvu nastavite eno primerne debeline kanilo v telo, iz katere črpate kri ven, to je kri, ki ni bogata s kisikom, v aparat, jo obogatite s kisikom in jo po drugi kanili, ker je približno isto debela, v bistvu napeljete v telo. In s tem v bistvu oksigenirate telo, seveda pa lahko nastavljate tudi zraven tlak in ostale stvari. Zdaj, kaj se tiče te zunajtelesne, oživljanja z zunajtelesno membransko oksigenacijo, to v Evropi trenutno poteka ogromno študij. Namreč treba izbrati prave bolnike, to ni za vsakega bolnika. Zdaj, trenutno se najbolj nagibajo, da je to primerno za bolnike, ki so mlajši od 70 let, za bolnike, ki imajo prvi srčni zastoj, ki je šokabilen, torej da je potrebna defibrilacija oziroma izvedba elektrošoka, ne. Potem pa še, srčni zastoj se mora zgoditi pred očividci in očividci morajo izvajati temeljne postopke oživljanja. Izkazalo se je, da je to takrat smiselno izvajati pri teh pacientih. Kaj se tiče Slovenije, je seveda to potencial, ki ga v prihodnje moramo še bolje izkoristiti. Ker namreč, če pogledamo naše podatke, 1/3 srčnih zastojev, ki se zgodi, torej 1/3, recimo v Eureki, ti, ki so bili v Eureko vključeni, 1/3 od teh je imela prvi ritem šokabilen, torej so bili potencialni kandidati za ECMO. Če pa pogledamo podatke, so pa na ECMO šli 4.
pacijenti, torej od 200 tretjina, pol pa samo 4, me razumete, ne? Da še vedno imamo potencial to razvijati, je pa to seveda zdravljenje, ki zahteva ogromno kadra, tako resursov, bom rekel, tehnoloških in kadrovskih, ne? In celotna organizacija mora slediti temu, da ni to tako zdaj enostavno kar naenkrat peljati, me razumete, to, ker sledi od, spremeni. Organizacija obravnave na terenu se malo spremeni, potem tudi v urgentnih centrih in seveda polna intenziva, a ne. Tako da je kar zalogaj, imajo tudi, bom rekel, razvite še države kar težav z implementacijo te metode, ne. Ker je predvsem pomanjkanje v resursih, ker moraš ves čas na razpolago imeti kader, ki ga pa v osnovi ni, ne. Ampak veste, zdaj napravo še nabavimo, ne, vse naprava ni, naprava stane, za čisto mimogrede to okoli 100.000 evrov, ne, to zdaj ni tak strošek v zdravstvu, da se tega mi ne bi mogli privoščiti, ne. Problem je, da morate imeti dediciran kader, ki s tem dela, ta kader morate izobraziti, pol ga morate imeti pa dovolj tega izobraženega kadra, da je na razpolago 24 ur, ne. Zdaj trenutno, kaj se tiče ECMO, 24 ur poteka samo v Ljubljani, ne. V Mariboru je uradno 8 ur, ne, pol pa malo odvisno tudi od dežurnih ekip, ki so na razpolago, ne. Da. V roku 1 ure mora biti, po trenutnih smernicah mora biti v roku 1 ure na aparatu za ECMO. Seveda je pa zdaj tudi taka, ne. Prej, ko ga nastaviš, ne, boljše bo za pacienta, ne. Ampak kot rečeno, trenutno obstaja več variant, torej eni, recimo v Franciji, v Parizu, vam bo nastavili ECMO na terenu, ne. Torej gre ekipa z ECMO na teren in vam nastavijo na terenu ECMO, ravno s tem razlogom, da čim bolj zmanjšajo čas. Dalj časa, ko bo preteklo, slabši bo izhod, a ne. Pa tudi drugod po svetu so že spremenili metodologijo, da hodijo na teren izvajati ECMO, ne. Tako da, ponekod pa je to strogo, pač locirano v hospitalu, kjer to delajo. Mogoče samo še to, čemu pa pripisujete te boljše podatke v primerjavi z našimi sosedami, ki ste prej povedali od preživetja do tega? Ja. Prvič, zakaj imamo mi, če se gremo zdaj primerjati z Avstrijci, a ne, pa ne za to pisati. Avstrijci nimajo dobro organizirane urgentne službe in oni to vejo. Njihova urgentna služba, pa tudi recimo, če se pogovarja z našimi zdravniki, ki delajo čez mejo, ne, recimo urgentnimi zdravniki, oni odkrito povedo, da so šli strokovno gledano 1 korak do 2 koraka nazaj, ne. Mi imamo res dobro organiziran NMP in predvsem imamo dobro, bom rekel, strokovno podkovane in izobražene ljudi, ki delajo v nujni medicinski pomoči, ne. Medtem ko recimo v Avstriji vi nimate profesionalnih reševalcev. Imate v bistvu prostovoljce. Torej, oni so čez dan, ne vem, gradbeniki, elektroinštalaterji, ki delajo izpit za recimo Rdeči križ, to imajo oni tam zelo saniteter, ne. Imajo neko osnovno izobrazbo, ampak vseeno, me razumete, to ni to. Tako kot naši prostovoljni gasilci. Ja, a ne, to ni to. Seveda ni povsod po Avstriji tako, a ne, recimo Dunaj ima, bom rekel, profesionalno službo reševalno oziroma profesionalno drugod, pa recimo po avstrijskem Štajerskem, v teh perifernih enotah ni profesionalcev v Rdečem križu, torej negovalni kader, ne. Imajo pa sicer dajo zdravnika noter, a ne, ki je pa večinoma v teh perifernih delih je splošni zdravnik, ki ima izobrazbo, oni naredijo 52-urni tečaj, pa so lahko kao urgentni zdravniki, ne. Ampak to tudi ni primerljivo s tem, ko pri nas recimo, ko dela 5-letno specializacijo z urgentne medicine, a ne. Tako da, kar se tega tiče, Avstrija ni najbolj idealna, ne. Je pa res, da oni zelo dobro to kompenzirajo in pokrivajo z helikopterskimi enotami, a ne, samo helikopterske pa niso ves čas razpoložljive, ne, da se razumemo, ne. Tisto, če kaj zakopirati iz NMP-ja iz Avstrije, je v bistvu samo bolj ali manj organizacija helikopterske nujne medicinske pomoči, ostalo ne. Ste pomenili, kaj pa tisto, ki je bila predvidena, predlagana, se ne vem točno, kaj se zdaj dogaja, ker se je govorilo o zmanjšanju števila teh urgentnih centrov nujnih medicinskih pomoči, s tem, da bi
ki se zdaj zadnja leta govorili, pač za Dežurnih služb. Dežurne službe, vem, da so se Ja. zdravniki zelo borili, kako bi pa to potem vplivalo, oziroma kam gre se zdaj s temi vsemi. Bo tukaj, bo ta sprememba, ne bo ta sprememba in kako bi to vplivalo. Jaz mislim, da te spremembe ne bo. In tudi ni smiselno, a ne, bi rekel, drezati v tole. A ne? Ker v bistvu imaš samo en velik revolt, ogromne energije porabi za preprečevanje, premakneš pa nič ne. A ne? Zdaj država se je mogla odločiti, kaj je NMP. In organizirati NMP, bom rekel, na nacionalnem nivoju, pač naj določi, ali bojo to NMP urgentni centri, pa sateliti urgentnih centrov, pa vozila urgentnih zdravnikov, dežurna služba pa ne vem, ali naj ostane lokalni, bom rekel, upravi oblasti, da si organizira, ampak to je odločitev države na nek način. Ne? Oni se bo... Morate vi kot strokovnjaki seveda povedati, Kaj pa? kaj je smiselno in dobro. Poslušajte, tudi tam, recimo v teh perifernih, kjer se veliko govorilo o ukinitvi dežurne službe, a ne? To ne pomeni, da se ukinja NMP. Tam reševalna vozila še vedno ostanejo. Me razumete? Ne? Torej, nujna medicinska pomoč še vedno pride. Seveda ne bo glih to, da bi bil samo negovalni kader, ne pa več zdravnik. Počasi. Za negovalni kader je trenutno v Sloveniji sprejeta bila specializacija iz urgentnih stanj, torej 2-letna specializacija, kjer bojo oni dobili dodatna znanja, veščine in kompetence, da bojo lahko izvajali, bom rekel, kompetentno NMP. Ker vi imate zdaj že problem. Zgornjo Savinjski dolini, recimo ne, v Nazarje, ne zagotavlja več zdravnika 24 ur. A ne? Torej, zdaj mi moramo opolnomočiti reševalce, ki so tam ostali, da grejo v Logarsko dolino in izvajajo nujno medicinsko pomoč. A ne? Seveda, ker prišel bo pa zdravnik iz Velenja. Ne? Ta čas je treba z bolniki v Logarski dolini nekaj narediti, ker najverjetneje ne more čakati iz Velenja. A ne? In seveda, ta kader je treba usposobiti, da bo znal nuditi to začetno nujno medicinsko pomoč. A ne? Pa roko na srce, jaz mislim, da kader v NMP-ju je toliko angažiran in se že zdaj samoiniciativno uči in se zato imamo take rezultate, zato ker imamo zelo entuzijastičen, dobro podkovan kader v NMP-ju. Ne? Mislim, oni so glavni, bom rekel, ampak ta NMP, da se razumemo, ne samo izven bolnice, a ne? Ker to je celotna veriga, da ti pacienti preživijo. Ne? Torej, ves kader, ki sodeluje v oskrbi bolnikov s srčnim zastojem, je v Sloveniji dober, strokoven, ne, ima veliko izkušenj, a ne, in zato pač imamo tako dobro preživetje. Ne. Torej, od NMP-ja na terenu do UC-ja do intenzivnih enot.